Že tukaj Valentin. Govoril bom o prepričevanju in vplivu čustev glede tega, da ljudje podprejo določeno idejo. V prodaji imaš neke razumske argumente, pokažeš, kako določena storitev ali izdelek pripomore k temu, da človek prihrani veliko denarja ali časa. So torej neke te merljive kvalitete, ki so vsekakor v korist uporabnika oziroma kupca nekega izdelka ali storitve. Vendar izkazalo se je, da ti argumenti ne zadostujejo, da ljudje nismo razumski, da se ne odločamo na osnovi razumskih argumentov, temveč da je potrebno igrati na čustva. Šele ko človeka popelješ v neko čustveno doživetje, ko si predstavlja neko situacijo iz svoje preteklosti, kjer je doživel neko čustveno travmo, neko žalost, neko jezo, neko ogorčenje, šele takrat se ljudje odprejo. In to je zelo težaven argument glede prodaje, ko poskušaš ljudem na nek zdravorazumski, jasen in razumljiv način pojasniti, zakaj je za njih neka zadeva dobra in koristna, pa kljub temu nikakor ne morejo tega razumeti. Prevladuje jih čustvo strahu ali čustvo nezaupanja. Ne morejo iti iz svoje kože in se odločiti v njihovo korist na osnovi nekih praktičnih, zdravorazumskih dokazov. S tem imam tudi jaz probleme, ker sem razumski človek, osvobajam se od vpliva umskih čustvenih energij, ki so posledica notranjega konflikta. In sedaj, ko se ukvarjam z prodajo določenih izdelkov, storitev, ko želim prodati drugim neko idejo, zbrati podporo za določene projekte, vidim, da nisem uspešen pri tem, ker uporabljam premalo čustvene manipulacije. In žal se bom moral s tem sprijazniti, kajti če bom še naprej vztrajal pri tem, da bom ljudem na zdravorazumski način dopovedoval, ne bom imel nobenega uspeha. Moral se bom ponižati, sprejeti to realnost, da bom moral uporabljati čustvene argumente, igrati na čustvene tipke ljudi, zato da se bodo premaknili iz njihovega mesta, da se podpre nov sistem družbene ureditve, ki bo potem šele v nadaljnjih fazah omogočil sistemske podporne mehanizme za drugačno vzgojo in izobraževanje, da se bodo ljudje osvobodili te čustvene pogojenosti. Kajti ne moreš človeku, ki je zasvojen in zaslepljen z umskimi energijami čustev,
nekaj razložiti na nek preprost in jasen način. Čudno je to vse skupaj, kako ljudje delujemo, da smo neke vrste čustveni roboti, da je možno igrati na čustvene tipke ljudi, ampak tako pač je. Če ljudje niso sami dovolj odgovorni, da bi se osvobodili od tega, od čustvene pogojenosti, bojo pač morali sprejeti, da bodo drugi lahko njim razložili stvari samo na ta način, da se uporablja določene čustvene argumente. Za tiste, ki pa veste, da zasvojenost z umskimi energijami čustev ni podporno za življenje, da vsaka čustvena reakcija uničuje naše lastno fizično telo in nas drži v ponavljanju vzorcev, za katerimi škodujemo soljudem in drugim živim bitjem. Tem pa priporočam, da si pogledajo povezave v opisu tega videoposnetka, se vpišejo na uvodni brezplačni tečaj DIP Light, ker bodo zmogli se osvoboditi teh raznih nerealnih miselnih prepričanj, ki povzročajo čustvene reakcije, tako da ne bodo več zaslepljeni, ampak da bodo videli realnost tako, kot je, in da se bodo odločali na osnovi zdravorazumskih argumentov ter principa tistega, kar je najboljše za vsa živa bitja. Torej, da se ne bo več obravnavalo ali ignoriralo drugih bitij tako, kot ne bi želel biti obravnavan ali ignoriran sam, če bi bil na njihovem mestu. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.